Torej, letos smo dobili 10 prijav inovacij, 7 prijaviteljev. Podelili smo 3 diplome, 5 bronastih in 2 srebrni priznanji. Zakaj se vam zdi, da so inovacije pomembne v gospodarskem prostoru Slovenije? Čisto enostavno, ker če nisi inovativen, te ni, ker so to vse že drugi naredili, lahko kvečem ponavljaš že znane stvari. Inovativnost je pa meni vedno pomenila kot iskanje nasprotne poti od tiste, po kateri hodi velika večina. Če se dotakneva za hip še Postojnske jame, na kak način skozi optiko inovativnosti jo vi vodite? Ja, točno tako, kot sem prej rekel, da je definicija inovativnosti ne tako morda, kot so vsi pričakovali, ampak na način, da vsak gost prepozna, da je tukaj nekaj drugače. Se včasih ne ve, ali je to suvenir drugačen, ali bom rekel inovativen ta naš prevoz po jami, ali organizacija dela. Je pa čisto vse njemu prilagojeno. Tako kot je neka inovacija v svetu namenjeno človeku, da mu nekaj olajša, ali pa deluje pravzaprav v dobrobit celega človeštva. In turizem, če ni inovativen, če nima inovativnih produktov in prijemov, potem tudi turizem nazaduje. Zadnje čase se pa ukvarjamo z raznimi nišami. Ena od teh je tudi koruzna vešča, ki je zelo pomemben škodljivec na koruzi, na zelenjavi in na hmelju, kar je sploh za ljubitelje piva kar velik problem. Ključno je način privabljanja. Ključen je način privabljanja s pomočjo svetlobe, ki je dejansko edini konstanten način, kako recimo koruzno veščo lahko stalno privabljamo. In zaradi tega imamo tukaj elektroniko nadgrajeno z sistemom, takim obročem posebnih LED diod, ki po noči svetijo in na ta način jih pač privabimo. Potem pa tako kot sicer z ostalimi produkti TrapView poslikamo, kaj se je ulovilo v samo vabo. Te slike avtomatsko prenesemo na strežnike, kjer jih obdelamo in potem lahko vsi odločevalci, ki so potrebni za pač odločitev, ali bomo škropili oziroma ali bomo zatirali določenega škodljivca, to vsak dan vidijo in se pač optimalno odločijo. Ja, dejansko smo že prej delali druge sisteme za spremljanje živali, to, ko so recimo ušesne znamke in podobne zadeve. In potem je res en partner v Črni Gori rekel, ne bi bilo dobro, če bi še nekaj naredili tudi za žuželke. In potem smo prejeli investicijo sklada tveganega kapitala in takrat smo dejansko iz tistih maloserijskega proizvoda oziroma bolj prototipa prišli na to, da imamo sedaj produkt, ki je v 35 državah po svetu in smo tudi začeli resno sodelovati z velikimi fitofarmacevtskimi podjetji. Naprava za magnetenje rotorjev je za Idrija Motors nova tehnologija. Naprava je važna zaradi tega, ker ima 100% stalno kontrolo magnetenja. S tem smo zmanjšali zmet, izboljšali kvaliteto in s tem seveda posledično zmanjšali tudi reklamacije pri končnem kupcu. Naprava je pomembna tudi zato, ker smo s tem znižali stroške v proizvodnji, kar je pomembno za našo konkurenčnost. In ne nazadnje je naprava važna tudi zato, ker je rezultat timskega dela različnih služb tehničnih znotraj Idrija Motors. Mi smo tržno naravnana proizvodna tovarna in pač trg diktira. Mi delamo ful zanimive stvari, tako da je to pač parkofeto se recimo dobimo pa razmišljamo, kaj bi, kako bi. Je pa res, da zdaj pa večina teh recimo novih izzivov, novih problemov in tako, to pa so dejansko rezultat povratnih informacij s terena. Mi se zadnje leta precej trudimo, da bi pač izboljšali to klimo, imamo pravilnike, zdaj imamo kompetenčni center zadnje leta, in se pravi, da pač precej delamo na razvoju in še bolj bomo mogli v bodoče, zato ker bomo pač postali čisto neodvisni od naše matične firme v Nemčiji.
Inovacija se včasih zdi, kot da je to delo nekih čudnih znanstvenikov, ki nekaj raziskujejo, ampak ne, to so zelo radovedni ljudje, ki so odprti, ki iščejo neko širino, ki ne priznavajo vzanc, upal bi si reči, da nosijo v sebi en zelo močen sapere audes, skratka hočejo biti drugačni. Dober razvojnik zmeraj misli na neko novo idejo, ne? In ponovadi imaš problem z dobrim razvojnikom s tem, da ga moraš ustaviti, ki ima preveč idej, ne pa s tem, da mu moraš diktirati, kaj naj ti naredi. Ne? Tisti, ki ni nikoli zadovoljen s tem, kakršno je stanje zdaj, ampak zmeraj išče, kako se da naprej. Osnov dobrega inovatorja je, da se počuti svobodnega, pa kljub temu gleda druge, da gleda, kje so dobre prakse in da se zamisli. Ključno je pa to, in to boste verjetno od mene, ste že kdaj slišali, pa boste že velikokrat, da vedno gleda iz une strani izložbenega okna. Morda jo premalo spodbujamo, da ljudje, pravzaprav mladi, sploh ne razumejo, da vsak nosi v sebi inovativnost. Samo povedati mu je potreba, da lahko to dela drugače, da ne pogleda drugače, ne rešuje probleme in te problemi enostavno so potem na koncu tudi rešljivi. Klima, če pa mislite, ali se to podpira, ali je finančno podprta, pa nažalost ni. Ravno zaradi tega, ker nimamo sistema za prebujanje inovacij. Mislim, da se kar dosti zanimivih stvari dela v Sloveniji, ponavadi se pa ustavi nekje, ko je treba to tudi plačati. Ne? Ti imaš lahko izvrstno tehnološko inovacijo, pa če ne znaš ekonomsko tržiti, potem pač to nima smisla, ne? Ker invencija postane inovacija šele takrat, ko dobiš nek finančni ali pa nek drug dobropis. Ne? Inovacijska klima v Sloveniji ima dve plati. Ena so podjetja, druga so organizacije, ki temu pomagajo. Pa podjetja spet lahko razdelimo v dve sorte podjetje. Ena so stara podjetja, ki so bila nekoč uspešna, pa če inovirajo večinoma na podlagi včeraj. Na drugi strani imamo mlada podjetja, ki so včeraj nastala, pa so danes že po kvaliteti, po izvirnosti v svetovnem vrhu. Organizacije, ki to spodbujajo, imamo isti problem. Imamo veliko elementov, ki hočejo te nove trende spodbujati, ampak imamo tudi veliko elementov, mogoče celo interesnih skupnosti, ki skušajo podpirati, ki hočejo investirati v boljši včeraj. No, osebno moram podati svojo noto, mene boljši včeraj ne zanima. Tudi evropska kohezijska politika ima obe te dve plati. Evropska kohezijska politika te na nek način tudi sili v neke kalupe. Na drugi strani pa pospešuje veliko prebojnih zgodb. Tako da, če dobro beremo novo perspektivo, ima vse vzvode, se reče temu po naše, ki nas lahko prisilijo v drugačno razmišljanje. In seveda je dolžnost države in sigurno institucije, katero zastopam, da se potrudimo, da to prevedemo v tiste ukrepe, ki bojo spodbujali ravno to inovativnost, nove pristope in seveda rezultate in sovlaganja. Všeč mi je, da se vsaj enkrat na leto nekaj takega zgodi, da tudi mi malo dobimo teh povratnih informacij. Jaz sem tukaj že dolgo let prisoten, zato ker sem tudi član komisije za ocenjevanje inovacij. Ne? In pač vsako leto je nekaj drugače. Ne? Letos mi je bilo pač zanimivo te netehnološke inovacije, ne? In je bilo pač en zanimiv segment, ki pa je dejansko važen. Ne? Za inovatorja je to neka motivacija za naprej, to potrjujejo inovatorji, ki se vsako leto prijavljajo, tako da ne jim bo to spodbuda tudi za naprej. Ne s tem tempom delajo dalje, nekateri se že poznamo, ker se vsa ta leta prijavljajo, tako da v regiji imamo dobra podjetja, dosti znanja, samo v življenje in v denar je treba spraviti to. Ta današnji dogodek je ena svetla izjema, ki poteka znotraj gospodarske zbornice po celi Sloveniji, da se inovacije spodbujajo.